Sveti Miklavž je sporočil, da ga še ne bo, da imamo še čas, pa vas povabim, da se pogledamo nekaj prizorov iz življenja ene družine, kjer imajo tudi nekaj otrok, pa boste potem povedali, če ste se morda prepoznali. Ja, vroča juha
Zdaj smo pa tako trd, da vse kostime že bolijo. Zdaj se to bila tako dolgočasna. Najbolje ti dan kakšen dober komad, ne bom zaspala. Pridna Lena, kaj se boš učila dolgočasno zgodovino? Kaj ti pa briga, kdaj je bila katera vojna in to je zmago. Se naš tako, kaj tako vsi pri nas vdekce in se greje. Ti, zgodaj si pa povej, da je Napoleon od prvih lapec in Nikoše plete. Njegove dvorne dame pa mi vlaki kotaško in krenti bruslo. Pridna Lena, ti kar ne spi. Jelko, najkrat nekaj počne, zasluži za vso hrano, ko se vedno tako pašnik vse boje. Miha cmika, pa si se model in cmika. Niko, pa smo odlaši in odlaša in nikoli niči se ne naredi prav času. Pojdi nazaj v svoj vražji porno. Ves teden smo si angeli prizadevali, da smo otroke spravili na pravo pot. In pa jih spet nam zavajaš. Nič ne boš napravila. Zdaj je Lena spet moja. Spi kot top. Lepo čakaj, angeli vam bomo že posvetili. Lena! Si se že naučila? Danes sem že pokr samo iz sebe glavo. Ali veš, da si Napoleon sprejel peklo njegove dame pa takle blago totalčev in krempljo spijo? Ja, kje si pa to brala? Ja, v zgodovinski knjigi piše. Pa pravijo, da naša šola temelji na znanosti. Potem pa takšnega, da ne napišejo v učbenik. Joj. No, otroci, vseeno pridite na čip, saj ste si ga danes zaslužili. Jaz kaj se boš zdaj, če se bašaš, pogledaj še prijeti, vse ne boš povedal. Saj se zgodi več delov, kot si, ki si mora zmeraj načuti, da imamo poslednji pa. Me prav zanima, kakšno ceno pridobite po zgodovini. Meni se zdi, da si bolj prosta režimala, kar je si kaj. Začni odlažaš, ki jih bolj nič ne delaš, samo odlažaš. Mama, Lena mi bo vrstic ujela! Ti se pa samo snifaš. Nehajte vendar! Ne, dovolj, nehajte! Pa sem mislila, tako lepo popoldne je bilo, pa sem mislila, da ste moji otroci res pridni. Dovolj, ne! Očitno vam Miklavž letos ničesar ne bo prinesel. Dovolj, ker ti zaslužite samo ščipo. Zmolimo in gremo spat, tudi večerje danes ne dobite. Ja. Sveti angel varuh, vodi veki čistne noč. Stolni noči dane na strani, srdo hude zame brani. Prav te srčno prosite, varuh in varuh angel. Zdaj pa prvi postelja, kaj ti jutri je šola. Ne?
Ja, no, moram priznati, da se res dobro pravi svoje delo. Uspelo ti je, da si strega vse otroke med seboj, pa še mama je šla jezna spati. Ja, ti pa res ne je parkal. Ja, sploh ni treba nič predviti, ko je ti svoje delo tako dobro praviš. Ti nikoli nimaš časa za svoje zemljske romance. Vedno samo odlažeš in odlažeš. Ti nikoli si ne narediš pravočasno. Se veš, kaj pravijo? Mladi da škodi zdravijo. Jelko, vstani, pojdi v stranko. Mama je danes pravila tiste dobre čokoladne piškote. Kako zelo razdrado revce? Še spati ne moreš odlagati. Ne bo zdržal, rečem. Ti nikot so Bože, kako to si zaničujejo, ali ti mi se moraš okati v žalosti. Ampak ne, kaj okati? Ti se moraš dreti na vas glas, da te bojo vsi slišali. Saj veš, zelo veselo se res nič ne doseže. No, ste slišali, še v spanju se joka in dele. Jutri bo šola sigurno polno njegovega joka. In ti, moj Niko, poslušaj me. Nikar ne hiti. Samo narci hitijo dela, ki ti nimajo časa počiti. Kaj bi rekli slači danes, če jo mirno lahko postaviš na jutri? Kaj jutri? Naslednji teden, naslednji mesec, naslednje leto. Še celo življenje imaš pred sabo. Nikar ne hiti. Brat si parki, lepo vas je gledati po vašem enovi. Tudi moja imena bo jutri prav tako lena, kot bi bila danes. Po dobro opravljenem delu lahko mirno zaspim. Eno, kaj ćeš tukaj? Že spet me sramno potiš, kaj sploh iščeš tukaj? A ne vidiš, da otroci igrajo Boga do nas, kot pa vas, angele varuhe. Nič ne boš pravila. Otroci radi poslušajo naše besede, ki jim neskončno prašejo. Bože Rufus, ali se nisem vidno zmenila, da boš ti skrbel ne za svoj man, mojega jelka pa boš pustil v primeru. Ali ne veš, da težko, če se moraš sam pasati in nimaš nikogar, da bi ti tekoval v zrečnosti? Smihkalo smo rabe citni. Komaj je moj Nika začel o mame govoriti, ga spet navajaš na smeravo, sram te bodi. Ah, kar misliš, goriti z nosa, ampak tako lepo jokcati, smihcati, pa samo moj Mikac. Ti se kar smihaj, kolikor hočeš. Moj Mika pa ni noben smihaj. Ampak bo malo ostal korajni Mika. Jok je najlepša gladka sveta, saj veš? Tudi ti nikoli boš si obljubil, da nikoli več ne boš prišel v to tišorce, nagovarjal Mika podlažno. Zakaj si spet tukaj? Veš kaj? Enkrat mi nikoli ni prepozno spomnim svojo bedno obljubo. Nikoli je ne boš preveč dobro prepoznal. Malo ponosil sveti Miklavž. Obistakšujemo dobra dela naših karavancov. Mislim, da bo letos več slabih kot dobrih del. Letos smo zmagali mi! Dela. Dobro. Braci, raje podimo, kar ne piše o dobro delo. No, če jih sploh. Praviš, kaj bi se prepeljali s temi vedimi partij ali kaj bolj že dal, ko sem mi svoj prosel dobro pravo. Kar pišite, če boste imeli kaj zapisati. Do jutra imamo čas, da naši otroke spet stavimo na pravo pot. Njihova manica že celo noč spi. Kleči pri postelji in moli za svoje poredne otroke. Tako da jih imam tudi lepo lepo zdravi. Ko so pa ti parki tako obražni, njih vsak dan nagovarjajo k slabim dejanjem. Moramo pomagati. Vrš na delo. Najprej zapojmo lepo pesmico, da bodo njihove duše pripravljene za dobro in lepo. Zapajmo odkala v sreči in ljubezni. Otroci naši dragi, da sanjajte
prestali svojih slabih zajak. Upam, da bo tudi mamina molitev k Mariji pomagala. Pojdimo še k svetemu Miklavžu, preden odide iz nebes in da prosimo, da tudi za naš otrok vzame darila. To je ima milijona, pojdimo. Tako lepi so danes, kot da sem jih učili zvečer pregani cerkvi. Otroci, zbudite se, v šolo bo treba. In kaj si pa sanjal tako lepega? Povej, kaj si sanjal? Sanjal sem, da nas v bistvu sveti Miklavž priprigal pri tej sobi. Ti sami pa ne vem, če se ti bodo resničile. Včeraj smo bili preveč poredni in to samo zaradi ene. Prejda sem jaz se razkriva, če ste videli po boljši, tukaj se smo potem kregali z mano. Otroci ne začnimo znova prepirati. Vem, kako lahko popravimo naše slaba dela. Kako? Veste, tudi odrasli grešimo, jaz sem obi odrasli. Toda greh in slaba dela nikogar ne srečujejo. Vsi si želimo biti dobri, da smo potem tudi srečni. Ali ni tako? In kako lahko naša slaba dela popravimo, mama? Tako, da mi je žal za vse slabo, no potem pa sklenemo, da ne bomo več poslušali tistega hudobnega duha, ter samo dobrega. Ampak je tako težko. Ja, za vse ljudi težko, ampak če vedno ustrajaš in vedno znova prosiš za Božjo pomoč, postaješ iz dneva v dan boljši. Mama, jaz bi tako rad bil dober, tudi jaz. Vidim, da si iskreno pisate, zato vas bo to gotovo slišal. In sveti Miklavž bo vsega prišel k nam in nam prinesel darov. Glejte, jaz vem, da ste vi od lanskega leta naredili veliko dobrih del. Kolikokrat ste mi samo pomagali, ko očka ni bilo doma. Potem pridno ste pospravljali, se pridno učili in delali domače naloge, pomagali drugim. Vaši angeli varni so vse to zapisali veliko dobrih del. In mislim, da vas sveti Miklavž ne bo pozabil. Mama, kaj pa, če bi se še zmolili kesanje za včerajšnji dan in za vse ostale dneve, ko smo? Ja, zmerno. Ja, mama. Vsi, ki pričakujete svetega Miklavža in bi še pred njegovim prihodom radi očistili svojo dušo, skupaj zmolimo kesanje in se tako odpovemo hudemu duhu. Moj Žal mi je, da sem grešil in žal mi je, da si moj najboljši oče. Trdno skregam, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako otroci, zdaj pa pridno v šolo, kajti pred vami je lep dan.